Lepo pozdravljeni. Nocoj je Veliki petek, čas, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja in križanja. Ta čas je bil za nas zelo pomemben, kajti Jezus je na ta dan pred približno 2000 leti za nas storil največje delo. Šel je na križ, da nam ne bi bilo potrebno več trpeti pod vladavino greha, da bi lahko bili osvobojeni. In Jezus nas je tako ljubil, da je dal samega sebe, da bi mi lahko prejeli vse v njem. In danes, na Veliki petek, bomo Jezusu zapeli na slavo nekaj pesmi. Hvala Bogu, da je vse to storil in on je zares vreden slave, časti in hvale. Rešitelj je sam, nosil svoj križ za moje grehe, on plačal je, za vedno sem prost, se je sam dokončal. Golgota vzela je vse. Vzela je vse, sramota, greh, ne šteje ta več. Slavim Jezusa, ki odrešil me je. Golgota vzela je vse. Ni sile sveta, grob ne ločuje od milosti, usmiljenja nas, ščiti zvesto nas on, izneverjenih dar. Golgota vzela je vse. Golgota vzela je vse, sramota, greh, ne šteje ta več. Slavim Jezusa, ki odrešil me je. Golgota vzela je vse. Jezus edini očiščuje nas. V njem smo svobodni. Golgota vzela je vse. Golgota vzela je vse, sramota, greh, ne šteje ta več. Slavim Jezusa, ki odrešil me je. Golgota vzela je vse. Golgota vzela je vse, sramota, greh, ne šteje ta več. Slavim Jezusa, ki odrešil me je. Golgota vzela je vse. Slavim Jezusa, ki odrešil me je. Golgota vzela je vse. Dragi Gospod, hvala ti za tvojo veliko ljubezen, ki si jo izkazal celemu človeštvu na križu. Hvala ti, Gospod, da si dal samega sebe, da bi mi prejeli v tebi vse. Hvala ti, Gospod Jezus, da si ti večji od greha, da si ti večji od smrti,
da v tebi prejmemo novo življenje. In hvala ti, Gospod, da smo zaradi tebe upravičeni, da več ne rabimo nositi krivde, greha vsak dan z nami, Gospod, ampak da lahko pridemo do tebe, vse tebi predamo in te prosimo, da nas ti upravičiš, očistiš. Hvala ti, Gospod, za to novo, boljše življenje s tabo. Jezus, ti si zares vreden vse slave, časti. Amen. Nebo je jokalo in sonce je zašlo, rešitelj je sveta umiral. Na križ je bil pribit, za nas je kri prelil, prekletstvo greha sam je nosil. Ob zadnjem dihu je še Bog zakril pogled, ko Božji sin je legel temo. Boj v grobu je divjal, a smrt premagal je, moč pekla je dokončno zlomil. Zatresla so zemlja, bil kamen odvaljen, ljubezni te ni moč premagati. Kje smrti želo je, saj vstal od mrtvih je, naš kralj premagal je vse.
Velikonočni petek saj ne more biti res. Jezusa, judovskega preroka, ki je trdil, da je Kristus, so obsodili kot političnega zločinca in ga na koncu križali. Toda pozneje so njegovi učenci trdili, da je vstal, da ga je Bog obudil in se prikazoval v različnih časovnih razmakih, preden je odšel nazaj v nebesa. Kaj se je zgodilo z učenci? Vrnimo se nazaj pred čas Jezusovega križanja. Apostoli niso mogli dojeti, sprejeti, enostavno so preslišali, da bo Jezus vstal od mrtvih. Jezus jim je nekajkrat povedal, da bo moral trpeti, toda tretji dan bo vstal. Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan ubojen. Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Peter je dejal, da se mu to nikakor ne sme zgoditi. Njihovi načrti so bili drugačni. Vse je bilo usmerjeno samo v zemeljsko vladanje. Pričakovali so voditelja, ki bo zavladal kot zmagovalec. Osvobodil jih bo rimske okupacije in postavil Jeruzalem na mesto, ki mu pripada. Učenci so slišali samo o trpljenju, smrti in verjetno mislili, in potem bo vsega konec. Njihovi načrti, sanje z Jezusom so bile velike. Sledili so učitelju, za katerega so mnogi govorili, da kaj takega še niso nikoli slišali. Videli so mnoge čudeže in učenci tudi sami prejeli moč, da jih delajo. Mnogokrat so bili popolnoma navdušeni nad vsem, kar so doživljali skupaj z Jezusom. Ni čudno, da niso hoteli slišati, da bo moral trpeti in umreti. Oni so hoteli z njim na zemlji vladati. Velikonočni petek, razočaranje učencev. Simon Peter je rekel, ribe grem lovit. Dejali so mu, tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Po Jezusovi smrti se Peter in njegovi učenci vračajo na stari način življenja. Ponovno gredo loviti ribe. Razočaranje je bilo preveliko. Njihove sanje z Jezusom so bile uničene. Naenkrat velika sprememba učenca. Pripravljeni so bili umreti za Jezusa. Zakaj so bili pripravljeni umreti? V bistvu zaradi dveh resnic. Vstajenja Jezusa Kristusa in njegovega ali njihovega prepričanja, da je bil Jezus Božji sin, da je odrešenik izgubljenega človeštva. Resnica je, da kar nekaj ljudi je bilo v zgodovini pripravljeno dati življenje. Vedno so bili ljudje pripravljeni umreti, če so bili prepričani, da je vredno umreti. Ali so bili učenci lažnivci, psihopati, ali pa so res videli in sami doživeli moč Jezusovega vstajenja. Težko je sprejeti, da bi vseh 12 apostolov bilo lažnivcev, prevaranti ali psihično bolni, saj so bili pripravljeni mučeniško umreti za to, kar so oznanjali. Težko najdeš nekoga, ki je pripravljen umreti za popolno laž. Kolikor je bilo vstajenje laž, potem so učenci to morali vedeti. Zakaj bi torej za večno ovekovečili to velikonočno potegavščino? Jezusovi učenci se ne bi mogli
sprijazniti z mučenji in smrtjo, če ne bi bili popolnoma prepričani v Jezusovo vstajenje. Kaj je napisal apostol Pavel glede Jezusovega vstajenja? Pokopan je bil in tretji dan je bil obojen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu na to 12. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Od teh je že zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni. Pavel piše o mnogih pričah tistega časa, ki so videli vstalega Jezusa. Oznanjenje učencev je bilo: kar smo torej videli in slišali, oznanjamo vam. Jezus je vstal, pričujemo in oznanjamo vam večno življenje. Spremenjeno Petrovo življenje. Tu imamo Petra. V času sodnega procesa je 3-krat zatajil Jezusa, vendar se je Petru nekaj moralo zgoditi. V zelo kratkem času po Jezusovem križanju in pokopu, nekaj tednov zatem, se je Peter nenadoma pojavil v Jeruzalemu in pogumno oznanjal, da je Jezus Mesija in da je vstal od mrtvih, da v nikomer drugem ni odrešitve. Na koncu je Peter bil križan z glavo navzdol. Neomajnost apostolov tudi pod grožnjo smrtjo se ne da zanikati. Origen je v enciklopediji Britannica zapisal, da je bil Peter križan z glavo navzdol. Petra so verjetno zvezali in odnesli na Avrelijevo cesto, da ga tam pogubijo. Zelo blizu Neronovih vrtov na Vatikanskem hribu, kjer so bili umorjeni mnogi krščanski bratje na nečloveški način. Na svojo lastno zahtevo je bil križan z glavo navzdol, ker je bil po svojih besedah nevreden umreti na isti način kot Jezus. Peter je svoje oznanjanje zapečatil s krvjo. Učenci so bili pripravljeni umreti, ker so srečali vstalega Jezusa Kristusa. In drugi razlog smo rekli zaradi njihovega prepričanja, da je bil Jezus Božji sin, da je odrešenik izgubljenega človeštva. Ker je plačilo za greh smrt, pogubljenje, večna ločitev od pravičnega Boga, bi lahko rekli, da se je pravični Bog znašel pred problemom. Bila je samo ena pot, da nekdo pravičen umre na mesto krivičnega in reši ta problem. Jezus, Božji sin, je prevzel človeško telo. Bil je človek v pravem pomenu te besede, kot da nikoli ne bi bil Bog, a obenem ravno tako Bog, kot da nikoli ne bi bil človek. Iz svoje ljubezni je prišel na ta svet in živel brezgrešno življenje in na koncu umrl za naše grehe. Plačilo za greh zanj ni veljalo, ker ni zgrešil. S tem pa nam omogočil, da ga sprejmemo za odrešenika in rešil naš odnos s pravičnim Bogom. Z Jezusovo smrtjo je bilo zadoščeno Božji pravičnosti. Jezus je bil pripravljen plačati ceno za naše grehe. Zato je naš odrešenik. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Naša odrešitev je milostni dar, ki nam je ponujena. Vse, kar lahko mi storimo, da sprejmemo ali zavržemo,
Jezusovo odrešitev. Če nam kdo ponuja darilo in ga mi ne vzamemo, ga nikoli ne bomo imeli. Eden najlepših opisov, kako Bog čaka na nas, če hočete s svojim darilom, je v Razodetju 3. poglavje, 20. vrsta. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Bog stoji pred vrati in trka. Kaj so vrata za Boga? Naše srce. Mu želimo odpreti svoje srce in spoznati moč stalega Jezusa, doživeti njegovo odpuščanje in na ta velikonočni petek se srečati z vstalim Kristusom. On je spremenil življenje prvih učencev in milijone ljudi, tudi moje življenje. A želite, da spremeni tudi vaše? Če je to vaša odločitev, potem lahko skupaj molimo in odpremo vrata naših src vsemogočnemu Bogu, ki nas ljubi in je svojega sina poslal na ta svet, da je umrl za naše grehe, da je umrl za našo krivičnost, da je umrl namesto nas, da vsaki sprejme njegovo odrešitev in ga prosi za odpuščanje svojih grehov in mu odpre srce, da vstopi, ima večno življenje. Jezus, vsemogočni Bog in Oče in Sveti Duh in Sin, tukaj smo na ta velikonočni petek, ko se spominjamo, kar si storil za našo odrešitev. In zdaj ti odpiramo naša srca in pravimo, Jezus, vstopi v naše življenje kot odrešenik, kot zveličar. In te prosimo, odpusti nam vse naše grehe, vso našo krivico in hvala ti, da si umrl za njo. Vse grehe predajamo tebi, Jezus, in očisti, operi nas svoji krvi. Bodi naš zveličar in odrešenik. Spremeni naša življenja na ta velikonočni petek. Jezus, to te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike. Čeprav se veliko govori o trpljenju, o naši odrešitvi, ali ne pozabimo in veselimo se. Jezus je tretji dan vstal od mrtvih in smrtni konec. In vsi, ki smo sprejeli Jezusa svojega zveličarja, najboljše šele prihaja. Božji blagoslov.